na teren, in sicer do Maše Fatur in pa Domna Gvozdanoviča iz Društva tabornikov rodu Sivega volka. Rod Sivi volk, to pa je tako močno ime. Pri njih se že nahaja tudi naš Luka. Govora bo torej o tabornikih. Letos taborniki praznujejo 70. rojstni dan, poleg tega pa v Ljubljano prihaja republiško orientacijsko tekmovanje, ki ga že 61 let organizirajo različni taborniški rodovi po Sloveniji. Letošnji orientacijski pohod organizira rod Sivega volka, taborniški vod z centra Ljubljane. Poleg tekmovanja Zveza tabornikov Slovenije, z nami sta člana rodu Sivega volka, kot sem omenil, Maša Fatur in Domen Gvozdanovič. Luka, beseda je tvoja, komaj čakam, da spregovorite nekaj taborniških. Hvala, mi smo tudi komaj čakali in Maša si je vzela kar častno z njimi vajami, ampak ona je hrap tele buti vaje. Tako da Maša in Domen, lepo pozdravljena iz roda Sivega volka tukaj v Ljubljani, iz centra Ljubljane. Prej smo že kramljali, nekaj veliko dela je organizirati takle republiški orientacijski tek, ampak o temu malce kasneje. Koliko časa sta pa vidva že pri tabornikih ali tabornika? Koliko časa že taborita? Hvala. Jaz sem tabornica od svojega 3. razreda, tako da to bo, ko sem bila stara 8, kar je zdaj 14 let. Tako da v bistvu že kar dolg. Sem pa prišla k tabornikom predvsem zaradi mami, ker je bila tudi ona tabornica v našem rodu, pa tudi kot družina smo tako zelo veliko taborili, pa hodili v kempe, pa na izlete, tako da se mi zdi, da je bil ta taborniški način življenja že prisoten tudi prej. Ja, jaz sem pa od svojega 5. razreda, kar je zdaj v bistvu 9 let, pa v bistvu zelo podobna zgodba kot pri Maši. Tudi moji starši so bili taborniki pri rodu Sivega volka in smo tudi hodili na taborjenja in kampirati. Tako da je veliko tradicije pri tabornikih, bi lahko rekli. Kakšni sta pa vajini funkciji pri tabornikih? Jaz si predstavljam, Maša, da si ti bolj ta glavna, nekle, pri Sivem volku, ali kako? Jaz trenutno sem v bistvu samo vodnica, oziroma še zadnjo 6. leto imam svoj vod. Sem tudi prej pa recimo imela še kakšno drugo funkcijo, ampak trenutno je v samem rodu to. Sem pa tudi mentorica na vodniškem tečaju, to je v bistvu tečaj, na katerega morajo iti vsi tisti, ki želijo biti vodniki. Pa trenutno se ukvarjam z organizacijo rota tega tekmovanja, o katerem bomo potem govorili. Se pravi, regionalni ali republiški? To je republiški. Republiški organizacijski tek ali na kratko rod, da bomo vedeli za kasneje. Ker se blizu kot rod sliši in v rodovih se bomo pa danes še pogovarjali. Domen, kakšno funkcijo pa upravljaš ti? Poleg tega, da poješ, verjetno vidim tlele po znački. To je res. Jaz sem tudi vodnik, imam svoj vod, moji otroci so v 5. razredu. Sem pa poleg tega še rodov kitarist, igram kitaro na taborih in... Je to dobro plačan? Ne, prav nič. Taborniki smo itak na splošno prostovoljci in nismo nič plačani za to. Tako, le z dobro voljo in druženjem, skrbjo za naravo, pa še veliko se naučimo, kaj ne, pri tabornikih. Kaj pa so pravzaprav rodovi, taborniški rodovi? Je to najvišja organizacijska skupina, nekakve enote, ali kako delujejo, kako so organizirani taborniki? Ja, v bistvu rod je taborniško društvo, in v Sloveniji je 70 rodov, torej 70 taborniških društev, ki pa potem se povezujejo nekako v območne zveze. Mi v Ljubljani smo člani Mestne zveze tabornikov, potem pa v bistvu nekako območja delujejo znotraj Zveze tabornikov Slovenije, ki je pa naša krovna organizacija. Tako da mogoče pa lahko ti razložiš, kako deluje rod. Rod je pa v bistvu skupina, mi delujemo na 2 šolah, Prežihov Voranc in Majde Vrhovnik, in znotraj rodu imamo več družin, starostnih, se pravi MC družina, GG družina, PP družina in potem še RR družina in Grče. Se pravi, v MC družini so otroci od 3. pa do 5. razreda, GG 6. do 9., PP pa srednja šola in naprej.
Zdaj, koliko časa smo pa lahko pri tabornikih? A je tukaj kakšna starostna omejitev? So kakšni celo življenje pri tabornikih? Ja, mislim, da do tvoji starši so kar taki vseživljenjski taborniki. So še vedno prisotni, pridejo na tabore, ki pomagajo nalagati kamione. Ja. A so bili tvoji starši tudi glavni glasbeniki? Moj oči je bil, ja. No, kako gre vse iz roda v rod? Zdaj, tabornike prepoznamo tudi po tehle rutkah, ki jih nosite. Kaj pa pravzaprav pomenijo te rutke? Zakaj jih imate videti, na primer, rutke različnih barv? Ja, v bistvu rutke predstavljajo te starostne skupine, o katerih je prej govoril Domen. Tako da sem vam tudi prinesla pokazati naših par rutk. So že malo guljene te rutke, zato ker so najine in stare, ampak to je rutka, ki jo nosijo medvedki in čebelice, torej ti najmlajši pri nas po tabornikih. Potem je zelena rutka, ki jo nosijo gozdovniki. Domen, ti imaš modro. Jaz imam modro, to smo popotniki in popotniki, se pravi 1. do 4. letnik srednje šole. Maša ima pa še rutko raziskovalk in raziskovalcev, to so pa na faksu. Ja, to je od 21. leta dalje, potem je pa še vijolična rutka, ki pa midve še nimava, ker še nisva toliko stara, to je pa od 27. leta dalje. Pa do konca. Pa do konca. Tista je pa potem življenjska. Starešine. Tako, recimo, oni bi imeli take rutke. Odkot pa izvira taborništvo? V bistvu so se taborniki nekako razvili z nekim povezovanjem skavtske organizacije, ki jo je v bistvu v Angliji ustanovil Baden-Powell. On je takrat 120 let nazaj, približno leta 1907, organiziral en tabor za dečke in potem s tem ustanovil skavtsko organizacijo. Potem se je pa v bistvu to povezalo še z gozdovništvom, ki pa prihaja iz Amerike. Gre pa v bistvu predvsem torej za neko bivanje v naravi, pa te veščine, ki jih pač taborniki poznamo. Tako da s tem združenjem pa zdaj že 70 let tudi v Sloveniji delujemo taborniki v okviru Zveze tabornikov Slovenije. Imenitno, tako taborniki vedno me navdušujejo in nekako mi je vedno kar malo žal, da tudi sam nisem bil tabornik, ne? Čeprav je bila moja mami tabornica. Bi tudi šlo lahko z roda v rod, ne? Bi tudi lahko šlo z roda v rod, z roda v rod grejo pa tudi oglasi, tako da mi bomo na hitro skočili v oglase, potem se pa zopet pridružimo tukaj Maši in Domnu, smo v podhodu v Tivoliju in še veliko bomo povedali o tabornikih, taborništvu in pa tudi o rotu. Tako da ostanite z nami, mi pa na hitro v oglase. Dobrodošli nazaj, čeprav dežuje, taborniki ne počivajo. Z mano še vedno Maša in Domen iz rodu Sivega volka, tukaj iz centra Ljubljane. Veliko smo že povedali o tabornikih, ampak zdaj pa čas, da spregovorimo še kaj o ROTU. Se pravi, republiški orientacijsko tekmovanje. Ne, sem že skoraj rekel tek, ne, ampak ne, tekmovanje. In kaj to pravzaprav je in kako se organizira? Ja, v bistvu gre za državno tekmovanje v orientaciji, ki ga vsako leto organizira drug rod ali pa recimo območje. In v našem rodu se mi zagojimo tako močno orientacijsko kulturo, da smo pač ljubitelji te orientacije in smo se potem odločili, da pa tudi bi mi si želeli to organizirati, pa da bi mogoče radi pokazali, da se to da imeti tudi v Ljubljani. Gre pa v bistvu za 3-dnevno tekmovanje, kjer se v bistvu taborniki preizkusijo orientaciji, to je mogoče taka glavna stvar. Zajema pa še veliko drugih taborniških nekih dejavnosti, predvsem poznavanje recimo topografije, orisovanja, signalizacije, tako no. V bistvu je tako za vse stransko tekmovanje, pa ponuja tudi možnost nekega druženja, mreženja in neke nove izkušnje. Kdaj bo pa to potekalo? To bo potekalo konec septembra, zadnji vikend v septembru, seveda pod pogoji, da bo situacija to dopuščala. Mi planiramo, da bo in upamo, da bo. Zdaj, samo vidim, da imata tudi neke liste, neke mape, so to karte. Kaj je to? A je to mapa, karta? Karta. Tole je karta, jo grem kar pokazati. Ja, lahko prosim. Evo, tole je taka karta. Na njej vidimo teren in sicer območje, na katerem je potekalo republiško orientacijsko tekmovanje leta 2019. In tukaj se morda ne vidi, ampak noter so orisani taki krogci, zraven piše KT19, torej kontrolna točka 19. In mi smo mogli, se pravi, po navodilih orisati vse te točke in potem naslednji dan iti do vseh teh točk in pobrati te kontrolne točke, narediti naloge, ki so bile na njih. Kje bo pa potekalo? Tudi tukaj v Ljubljani ste se že izbrali kakšne okolice, imamo čudovite krajinske parke, Rožnik, Tivoli, Golovec.
Ja, lokacija bo za zdaj še malo skrivnost, ne, še za nekaj časa. To ne smemo povedati, ker pa se lahko predobro pripravijo, ali kako? Mi nekako, vseeno ja. planiramo, da bo dovolj zahtevno tekmovanje, čeprav bo v okolici Ljubljane, ampak ja, v bistvu želimo pokazati, da Ljubljana ni samo neka betonska, no v bistvu je betonska džungla, s tem, da je povezana še pač z naravo in mislim, da imamo dovolj okoliških gozdov in hribčkov, na katerih bo tudi orientacija lahko dovolj zahtevna za naše zagrete tekmovalce. Koliko takih tekmovanj ste se vidva udeležila v vajni taborniški karieri, če smem temu tako reči? Jaz sem bila na dveh. Na prvem sem bila kot zelo taka sveža in naivna 15-letnica. V bistvu je to bilo nekaj, kamor pač itak, da greš. In potem smo presenetljivo zasedli 4. mesto pod imenom Pinki Golobičke. Ne vem, odkje to ime izhaja. To je bilo v Cerknem, bila sem pa še enkrat v Otlici, kjer smo pa zasedli tudi 1. mesto, tako da je bilo uspešno. Čestitke, potem ti se težko zgubiš v gozdu. No, rabim ekipo, da mi pomaga, da se skupaj znajdemo. Pa ti, Domen? Jaz sem bil na dveh, na obeh smo tudi zmagali, seveda z našo fantastično ekipo. Ja, lani in predlani v Domžalah in na Pohorju. V Žalah in na Pohorju. In kako izgleda v bistvu nek tak tek? Več vas je v ekipi, je vsak specializiran za nekaj? Ja, ekipe so načeloma okrog 5 ljudi. In medtem, ko v bistvu se orientiramo, torej drugi in tretji dan, ko poteka orientacija, imamo vmes te kontrolne točke, na katerih so različne naloge. To lahko še recimo zdaj pokažem. Ja, prosim. Recimo vmes na tekmovanju je treba narisati skico poti. To je ena izmed nalog, torej lahko je nekdo v ekipi bolj specializiran za to. Riše se kroki, torej neko bolj natančno skico terena. Imamo pa tudi različne teste prve pomoči, postavljanja pionirskih objektov. Jaz mogoče sem najbolj specializirana za signalizacijo, pa recimo za risanje skice terena. Se mi zdi, da je ena taka fajn skupinska v bistvu stvar, ker rabiš dobro ekipo, da lahko to dobro narišeš. Pa včasih pač gre, včasih ne, ampak je tako mogoče še nekaj ustvarjalnosti, čeprav je hkrati zelo vse v nekih okvirih, no. Ampak je taka cool aktivnost za skupino. Jaz sem takoj opazil signalizacija, ki si rekla, ne? In s čim se pa to signalizira? To kaka? Ali s kakšnim ekrančkom odbijate svetlobo? Ali kako se to signalizira? V bistvu imamo take dva načina signalizacije. Eno je semafor, kjer imamo zastavce in potem glede na to, kam postaviš roke, tisti, ki jih prejema, ve, kjera črka je to. Drug način je pa Morzejeva signalizacija oziroma Morzejeva abeceda, to so pa recimo z lučkami, kratke in dolge signale. 3 kratke, 3 dolge. Pa šteto imamo pri tem. Tako, ja. Zdaj pa še za na konec morda, kako se pa lahko mladi pridružijo tabornikom, kje vi vse delujete in pa seveda, kako je bilo pa zdaj med korono? A smo en tale rod preskočili? Res je. Zdaj leta 2020 nažalost ni bilo rota, zato mi še toliko bolj držimo pesti, da rot bo in da se ga bo čim več tabornikov udeležili. Sicer pa lahko vsi, ki se želijo pridružiti tabornikom, najdejo v bistvu rot, ki jim je najbližje na strani taborniki.si. Sicer pa upamo, da septembra bojo tudi mimoidoči videli veliko ljudi z nahrbtniki, celi prešvicani, kako bodo hodili po Ljubljani, se spomnili na nas in spodbujali vse, ki tekmujejo. No, to bomo tudi mi prišli definitivno kaj posneti, da vidimo, kako tako. A lahko tudi mi prijavimo kakšno ekipo noter. Tako Ljubljana TV ekipo imamo, ena naša voditeljica je vaša bivša tabornica, ne, naša Gala, in ona ima verjetno, jo moramo vprašati, če ima to vijolično rutico, ne? A jo ima? Ne, poznata, ne? In a bi ona lahko v bistvu organizirala svojo ekipo, da mi s kamerami tečemo naokrog? Lahko bi, to bi bilo po svoje zanimivo doživetje in po mojem tudi zelo zanimiva reportaža bi bila. Tako ne, morda iz prve roke z eno to malo kamero, da se kar vidi, da se gre. Kaj sta pa vidva drugače vse počela v tabornikih? A ste vsako leto drugje taborili ali imate stalna taborišča? Vi ste tukaj iz centra Ljubljane, pol sklevam, da taborite v Miklošičevem parku ali kje? V bistvu imamo poleti tabore. Lani smo ga recimo kljub situaciji uspešno izvedli, upamo, da bo tako tudi letos. Taborimo pa vsako leto na kakšnem drugem prostoru. Letos bomo šli načeloma ob Krko, lani smo bili ob Soči, kjer je osebno moj najljubši prostor za taboriti. Se mi zdi, da Soča je tak
lep konec Slovenije, pa čeprav je mrzla, se da super kopati noter. To je pa res čudovita reka. Domen, pa ti si videl kakšne druge kraje, ki sta iz istega rodu, se to menja tako, ali si pristaš tudi ti Soče? Ja, Soča je kar poseben prostor, tja vsi radi zahajamo. Ampak ja, smo šli tudi že na različne lokacije, ker imamo 2 tabora, ne, starejši in mlajši. Ampak letos gremo oboje ob Krko, bili smo tudi že ob Kolpi, ne. Plan je bil tudi za Vipava enkrat, sam Še upamo, da se še uresniči. upamo, da se uresniči, res je. No, jaz tudi upam, da se resniči, ampak evo, zdaj preden, to sem pa že skoraj pozabil, Domen, tebe klele ven štrlijo ene značke. Kaj pa vse te značke? Prid bližji. Daj povej nam, kaj pa vse te značke pomenijo? To so veščine in taborniki v bistvu, ko smo člani, se pravi, ko hodimo še kot otroci tja, pridobivamo veščine, torej neka znanja in tale recimo glasbenik, se pravi, moraš kakšno zaigrati, kakšno zapeti, morda tudi napisati kakšno pesem. Aha, tale zastavca mi signalizacija verjetno, Točno tako, ne? ja, tale je signalizacija, tale s prvo pomoč, ja, tale je prva pomoč oziroma bolničar. Kaj je ta kloven tukaj? Tole mislim, da je igralec, animator, igralec. Animator, tale je z kronico, kaj pa tale je klovenček tukaj, ki ga imaš na robu? Aha, tole je pa najbrž igralec. Pa je pa ta animator, en pa igralec, ja. Mislim, da če se preveč ka afna obnašaš, pa pol dobiš to. Bi bilo tudi zanimivo, ja. Tale lonček je pa kuhar. Kuhar najbrž, ja. Kuhar, sem že pozabil. Za kuhar si že malo pozabil, koliko je pa možno zbrati tehle našitkov? Vse. A se jih sprot zmišljujete tudi kdaj? Ne, načeloma imamo kar eno tako stalno zbirko, če ima pa kdo še kakšno idejo, pa vabljen, da prispeva še kakšno idejo za novo veščino. Tako taborništvo se razvija, nikoli ne počiva. Sta letos prižigali svečko za 70. obletnico, ker niste mogli imeti kresa. Ja, bilo je žalostno, da ni bilo teh ognjev, ampak smo imeli vseeno tako virtualen prižig 70 ognjev za 70 let, tako da smo se tam podružili, pa imeli različne aktivnosti, tako da smo vseeno lahko nekako obeležili, kar se je pač dalo. Maša, Domen, najlepša hvala. Mi seveda vsi na Ljubljana TV vam želimo še nadaljnih 70, 700, 7000 let taborništva, da boste še tako naprej izobraževali mladino, hodili v naravo, tudi skrbeli za naravo in seveda se imeli lepo. Hvala. Upa, veliko uspeha na rotu. Ja. Hvala lepa. Maša in Domen iz rodu Sivega volka v Ljubljani. Aj tako prav? Lahko, ne? Skoraj. Tako da le obiščete njihove spletne strani, če bi radi postali tabornike. Drugače pa pridite septembra, ko bo tekmovanje, ne, vsi upamo, da bo, pa si poglejte, kako to izgleda. Zdaj pa v oglase, potem pa nazaj do Roka v studio. In se mu prav kmalu pridružim.